Naša neskromna ambicija je, da bi v nekem določenem obdobju dosegli, da bi vsi otroci, ki so doma dovolj blizu šole, lahko prišli v šolo aktivno, peš ali s kolesom ali s skirojem. Druga naša ambicija pa je gotovo to, da bi čim več lokalnih skupnosti razumelo, da so pogoji za hojo, se pravi za aktivno mobilnost, torej pristop k trajnosti mobilnosti v smislu odgovornosti do okolja, koristi družbe in gospodarstva, pravzaprav povezane s tem, da se lokalna skupnost v celoti angažira. Občina že 7. leto sodeluje pri akciji Peš busa in bici vlaka. Na občini opažamo, da je projekt dobro sprejel, starši sodelujejo in tudi spodbujajo otroke, tako da se povečuje število otrok v tej akciji Peš bus in bici vlak. Torej, učenci, ki se vključijo v projekt Peš bus, bici vlak, se posledično navajajo na nek zdrav način, na varnost v prometu in pa tudi na aktiven prihod v šolo. In posledica tega je tudi seveda, da se navajajo na neko samostojnost v prometu. Posledica aktivnega prihoda v šolo pa je tudi za vse nas, saj je aktiven prihod v šolo posledica zmanjšanja prometne gneče v okolici šole in pa zmanjšanje motornega prometa, kar pa seveda pripomore in prispeva k bolj zdravemu, čistemu okolju, ki pa si ga verjamem, da želimo vsi. Pri poosebljanju vrednot je verjetno v prometu, v ukvarjanju z aktivno mobilnostjo, daleč najbolj zanimiva pravzaprav dimenzija družbene pravičnosti, v tem smislu, da se zavemo, da je hoja po eni strani demokratična prometna praksa, najbolj demokratična prometna praksa, vsi hodimo, hkrati pa vidimo, da nekateri so odvisni od hoje, spravi, ne znajo, ne morejo, ne zmorejo voziti. Opažamo, da predvsem mlajše generacije otrok se izredno rade vključujejo v to aktivnost Peš bus, ker je to za njih posledica tudi že jutranje druženje, medgeneracijsko povezovanje s starejšimi, ki jih še ne poznajo in se na poti spoznajo in razvijajo posledično tudi socialne veščine, tako da bi rekla, da izredno radi se pridružijo in so pozitivni odzivi od staršev in tudi otrok. Vreme nas ne ustavi, tako da v bistvu se zahvaljujemo ob tej priložnosti tudi Društvo šole zdravja, ki vsak dan po 2 spremljevalki na eno postajo spremljajo otroke v šolo. Naše izkušnje so, da v bistvu, kot rečeno, že v osnovni šoli, že res v prvi triadi, pogovori z otroci o prihodnosti, o sedanjosti, o podnebnih spremembah, stanju okolja, stanju narave, delovanju človeka, če hočete, so tako realistični in tako vpeti v to, kakršno stanje konec koncev dojemamo ali pa razumevamo tudi odrasli, da sigurno bodo, ne bolj, ampak sigurno bodo dobro pripravljeni in bodo kos izzivom.